Pozdravljeni! Danes bomo govorili, kako je Hitler hotel uničiti Združene države Amerike. Tudi preden gremo v video, bi se zahvalil za 100 naročnikov. Nemško vojaško izvidno letalo je na poti proti New Yorku. Odpravilo se na tajno misijo. Nemci hočejo ugotoviti, kje v New Yorku se nahajajo zgradbe za najbolj učinkovito bombardiranje in spremeniti New York v ruševine. Napad bi se lahko zgodil 11. septembra 1942, pol stoletja preden se je ta datum zapisal v kolektivni spomin Američanov. Hitlerjevi generali in inženirji so se trudili hitro razviti orožje in strategije za napad Združenih narodov. Pripravljeni so bili prekršiti vse pravice civilistov in vojakov. Velikokrat so novačili mlade vojake k temu, da bi jih usposobili za samomorilsko misijo, da bi ljudem naredili čim več škode in jih spravili v strah. Leta 1937 je bil Hitler na oblasti že 4 leta. Veliko ljudi vidi, da se svet približuje vojni. Hitler je navezal stike z vojaškim letalstvom, saj bi imelo letalstvo veliko vlogo pri osvajanju sveta. Novembra 1937 je Hitler obiskal mesto Augsburg, kjer je tovarna letal Messerschmitt. Willy Messerschmitt je eden izmed vodilnih ljudi v Tretjem rajhu pri proizvajanju letal. Messerschmitt vidi, da Hitlerju ne gre za nakup navadnih letal, tudi takih, ki bodo lahko osvojila svet. Zato na koncu odpelje Hitlerja v skrivni hangar. Tam stojita pred bombnikom res velikega dosega. Hitler je bil res očaran, ko mu Messerschmitt pove, da bi lahko s tem bombnikom napadel Združene države Amerike. Toda model bombnika z dolgim dosegom je povzročil usodno napačno presojo. Od takrat je Hitler verjel, da bo lahko napadel Združene države Amerike. Toda bilo je prezgodaj, da bi se Nemčija lotila največje svetovne velesile. Zato je Hitler hotel Združene države Amerike nekako uspavati in jim hotel povedati, da nikoli ne bo nobene vojne med njimi. Und hier erkläre ich feierlichst, dass alle irgendwie verbreiteten Behauptungen über einen beabsichtigten deutschen Angriff oder Eingriff auf oder in amerikanische Gebiete plumper Schwindel oder grobe Unwahrheit sind. Potem, ko je Nemčija napadla Poljsko, je Velika Britanija in Francija začela surovine potrebne za vojno izvažati iz ZDA. Zato je Atlantik postal bojišče. Nemške podmornice so potapljale ladjo za ladjo. Nemško vodstvo je kasneje prepovedalo potapljati ameriške ladje, ker si niso želeli vojne za ZDA. V tem času so nemški inženirji ugotavljali načine, kako razviti orožje, ki bo uničilo ZDA. Messerschmitt je leta 1940 svojim inženirjem ukazal, naj razvijajo pravo letalo, ki bo lahko doseglo ZDA. Toda bila je težava. Nobeno letalo še ni letelo do ZDA in nazaj, brez da bi natočilo gorivo. ME-264 je imel doseg 11.000 km. Nosilnost 3 ton bomb, zato smo dali ime Bombnik Amerika in je bil še najbližje k cilju, ki so se ga Nemci želeli. Hitler in Göring sta vedela, da imata težavo, kako bodo lahko oskrbovali letala. Zato so začela načrtovati zasedbo Islandije, ki bi bila nekakšna zračna postojanka za nemške bombnike in bi se razdalja zmanjšala za tretjino. Operacija za zasedbo Islandije bi se imenovala Ika, toda Američani predvidijo, da si Nemci želijo osvojiti Islandijo, zato tja pošljajo svojo vojsko. Roosevelt je kmalu začel iskati podporo na kongresu, da bi Američani napadli Nemčijo. Toda te podpore ni dobil. Zato so Američani izsledili nemške vojne vohune, ki so ukradli načrte orožja. FBI je s skrito kamero posnel nemške vohune, kako so kradli načrte in posnetek pokazal ameriški javnosti. Is Colonel Fritz Duquesne, a leader of the spy ring and a professional German spy. He is removing diagrams of the M1 rifle, an airborne tank, a PT boat, and a late model plane which he had concealed in his sock.
The important-looking man is Hotwood Kleiss, who worked for the United States line as a cook. In these pictures, Kleiss has brought to Sawyer the blueprints of the steamship America, showing the plans of her secret gun emplacements. 7. decembra 1941 so Japonci napadli Pearl Harbor in s tem ubili več kot 2000 vojakov. Takrat je bila Amerika prvič napadena na svojem ozemlju. Ker sta bila Japonska in Nemčija zaveznika, se je Hitler odločil, da bo tudi on napovedal Ameriki vojno. Wissen, welche Kraft hinter Roosevelt steht. Es ist eine ewige Jude, der seine Zeit als gekommen erachtet, das auch an uns zu vollstrecken, dass wir in Sowjetrussland alle schaudern sehen und erleben mussten. Wir haben das jüdische Paradies auf Erden nunmehr kennengelernt. Der Präsident der Vereinigten Staaten mag das vielleicht selbst nicht begreifen. Dann spricht es nur für seine geistige Beschränktheit. Wir aber wissen, dass dies das Ziel seines ganzen Kampfes ist. Auch wenn wir nicht im Bündnis mit Japan stünden, werden wir uns darüber im Klaren, dass es die Absicht der Juden und ihres Franklin Roosevelt ist, einen Staat nach dem anderen allein zu vernichten. Američani so imeli veliko prednost z bombniki, saj so jih morali spraviti le do Anglije. Od tam naprej pa bodo lahko napadali Nemčijo. Zato so Nemci 27. maja 1942 s podmornicami poslali agente v ZDA, ki bodo izvajali sabotaže. Tajno ime operacije je bilo Pastorius. 13. junija se komandosi izkrcajo na ameriški obali, kjer jih opazi vojak. Izročijo mu $260 podkupnine in naj pozabi, kar je videl. Nemci so dinamit detonirali pri eni od tovarn, ki je izdelovala bombnike, toda niso naredili kaj dosti. Kmalu jih je tudi zajel FBI. 23. decembra 1942 je bombnik Amerika končno poletel. Toda Nemci ugotovijo, da je njegova konstrukcija slaba in letalo začne hitro razpadati. Prav zaradi tega so ponovni polet prestavili na poletje 1944. Do takrat so Nemci verjeli, da bodo izpopolnili bombnik Amerika. Toda bilo je prepozno. Ameriški bombniki so že prevzeli nadzor nad nemškim nebom. Decembra leta 1943 je Albert Speer pokazal nemškemu vodstvu rakete V2, ki so nemškim generalom spremenile pogled na vojskovanje. Z njo je nemška vojska leto kasneje začela bombardirati Anglijo. Von Braun je Albertu Speeru dejal, da bi lahko rakete naložili na podmornice in tako bombardirali Ameriko. Ali pa bi naredili medcelinsko raketo A-10. Toda decembra leta 1944, ko so Nemci končali podzemne tovarne za izdelavo raket, so Nemci ugotovili, da nimajo goriva. Zato so v teh tovarnah začeli raje izdelovati sintetični bencin. Konec vojne se je bližal, zato so se piloti in poveljniki Luftwaffe ob koncu vojne zbrali in hoteli ugotoviti, s katero taktiko bi lahko najhitreje pregnali ameriške bombnike z nemškega ozemlja. Dolgo časa so krožile zgodbe, da so nemški piloti v majhnih letalih začeli leteti z ameriškimi letali in svoj propeler uporabili kot žago za ameriške avione. Toda večina teh napadov je bilo neuspešnih. 19. januarja 1945. Kljub temu, da se je konec vojne bližal, so Nemci naredili letalo Stuparamo. Veliko letalo, ki bo manjša letala prevozila čez Atlantski ocean in bodo naredili samomorilski napad na New York. Bombnik Amerika nikoli niso uporabili, so pa preostale preživele pilote uporabili, da bi naredili samomorilski napad na mostove Odre, da bi preprečili prihod Rdeče armade. Samomor teh pilotov za uničenje mostov čez Odro je bilo popolno nesmiselno. Dan potem, ko so piloti treščili v most, ga je Rdeča armada spet usposobila. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.